Kako aktivirati telo? To bodo mikrogibi za maksimalni učinek. Dejansko so to vaje za roke, zato da aktiviramo svoje dlani, svoje prste, svoje roke, na katere zelo pogosto pozabimo, so pa izjemno pomembne. Na ta način bomo prebudili naše telo, v njih so živčni končiči, vse je povezano, naše telo je tako in tako neverjeten stroj in je dobro, da se občasno izklopimo iz tega zunanjega sveta in vklopimo v svoj notranji svet. In na začetku videa sem naredila vajo za fokus, potem pa so tiste vaje, boste videli, s katerimi boste aktivirali oziroma aktiviramo to življenjsko energijo, ki poteka skozi dlani. Zato predlagam, da na začetku si pogledate nekajkrat ta videoposnetek v celoti, kasneje pa po želji, ker bo video tudi tako označen, da vam bo lažje oziroma da ti bo lažje se ustaviti na tistem odseku oziroma v tistem delu videa, kjer si želiš. Tako da vabljen, vabljena na aktivacijo svojega telesa z mikrogibi in z maksimalnim učinkom. Svojim dlanem nikoli ne damo veliko pozornosti. Verjetno skoraj nič, ker se nam zdijo samo po sebi umevne. Ampak dejansko je v naših dlaneh veliko meridianov, kar pomeni veliko poti, po katerih teče življenjska energija. V dlaneh, ki so izjemno povezane z našimi organi, od njih lahko sprejmemo zelo veliko informacij. In zato je dobro vedeti, da so energetski center in stik z zunanjim svetom. To je tisti svet, s katerim objamemo, se dotikamo, pobožamo, čutimo. Potem je povezan, naše dlani so povezane z možgani in živčnim sistemom, a ne ta gibanje prstov, ki je samo po sebi avtomatično. In v ta namen se lahko tudi zahvalimo našemu telesu, ki tako brezpogojno dela za nas, ne da bi mi kar pri tem pripomogli, razen seveda tega, da dihamo. Potem je tam so tudi refleksne točke in refleksna terapija. Z masažo vplivamo na delovanje srca, jeter, prebave, hormonov. Napetost in stres se hitro kopičita v rokah, ne? Ravno zaradi tega hitrega življenja in sami veste, ko pogledate nekoga, če menca roke, če jih ima stisnjene, da v bistvu že ta dinamika obeh dlani pove veliko. Ob tem, ko delamo vaje, katere bomo danes vadili, dejansko tudi sprostimo ta ramenski obroč, ramena, vrat, prsni koš in se malo bolj odpremo energiji. In hkrati je tudi kot peta stvar, ki je zelo pomembna v dlaneh, je pa to, da je simbolika in duhovni pomen v smislu dejanja, ustvarjanja, kreiranja, dotika in tako dalje. Tako da vabim vas, da naredimo skupaj teh nekaj vaj, katere vam bodo oživele vašo energijo. Zakaj bi sploh to delali, je zato, ker lahko zelo hitro sprostite napetost. Pa morda najprej to, ker tolikokrat čez dan vzamemo telefon, scrollamo neštetokrat. Dobro bi bilo, če bi vsaj enkrat vzeli svoje dlani in dejansko se malo fokusirali na njih. Zakaj je to dobro? Zato, da sprostimo napetost, da se povežemo sami s sabo, da nekako začutimo ta dotik. Te vaje ne trajajo dolgo, vam ne vzamejo veliko časa, ogromno vam dajo, lahko jih izvajate kjerkoli, prebudijo v vas energijski tok, podprejo meditacijo in dihanje na način, da ste še bolj povezani sami s sabo. Povečajo tudi učinkovitost drugih tehnik, karkoli počnete, je enostavno bolj čutno, bolj ste tu in zdaj s svojimi dlanmi. Pomagajo odpraviti občutek odtujenosti, ogromno ljudi je odtujenih samih od sebe, zato je dobro, ko se malo spoznavaš skozi ta dotik. In predstavljajo dejansko dejanja, sprejemanja in ustvarjanja. In zato vas vabim k izvajanju teh vaj vsak dan. Enkrat na dan namesto telefona narediš nekaj zase. Najprej te povabim, da zapreš oči
In začneš z globokimi vdihi in še daljšimi izdihi. Udobno se namestiš, lahko sediš, lahko stojiš. Vkolikor sediš, naj bo hrbtenica zravnana, ramena rahlo nazaj. Dlani daj skupaj, daj pred sebe. In dihaš, zato da se povezuješ sam s sabo, da prehajaš v svoj notranji obroč, v svoje energijsko polje zavedanja, kjer si dejansko povsem na varnem. In tako naredi 3 globoke vdihe in izdihe. Ramena so ob tem sproščena. In sedaj naredi 4. vdih in z izdihom v mislih ali na glas rečeš sebi in svojim energijam, svojim telesu, svojim celicam, tu sem, prisotna, prisoten. Odlično. In sedaj te povabim, da najprej z zaprtimi očmi začutiš povezavo med dlanmi. Osredotoči se na tiste dele, kjer se dlani dotikata ena druge. In sedaj ju daj narazen. In ob tem desna roka ostane na mestu in leva se približuje desni. In če komu pomaga, lahko odpre oči. In tik pred dotikom se ustavi in sedaj ju združi in ob tem se osredotoči samo na desno stran, na desno dlan. Kot da bi se leva, ki se je samo priključila, bila nek tujek, nek del. In zaznavaj mravljince, dotike v desni dlani. Kako zaznavaš dotik leve roke v desni dlani? Osredotoči se na spodnji del. Ob zapestju, kjer se roki dotikata. In potem sedaj na blazinici desne roke. In ponovno ju daj narazen. In sedaj leva roka ostane na mestu, desna se ji priključi. In tik pred priključkom, pred dotikom, zaznavaj mravljince v rokah, energijo, toploto med rokama. In včasih je čutiti, kot da bi bili roki magnet. In sedaj priključi desno roko levi. In še vedno si osredotočena samo na eno, tokrat na levo dlan, na levo roko, kateri si je desna le priključila. Poskušaj zaznati,
samo te mravljince, ta dotik, ta obisk desne dlani, desne energije. Odlično. Nadaljuješ z zaprtimi ali odprtimi očmi, po želji. In sedaj naj bo ta dlani malce narazen. In potem jih približaj skupaj. Dlani malce drgnemo eno ob drugo. Damo ponovno malo narazen. In začutiš, kako aktiviramo ta del. In tisti, ki ste malo bolj morda v energijah, ali pa tudi ne, pa lahko zaznavate to energijo med dlanmi. Če greš malo bolj narazen, še vedno lahko čutiš. In bolj ko se približuješ, lahko zaznaš, da je bolj krepka, močna ta energija med dlanmi. In sedaj dlani daj skupaj, prste prepleteš in pritiskaš najprej desno s prsti in levo roko. Desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo. Makni, daj narazen obe dlani in samo čuti. Čuti te mravljince in to aktivacijo v tem predelu, zgoraj po prstih, po dlani in po roki po vrhnjem delu. Ponovno ju daj skupaj. Čuti ta dotik. Prepleteš prste in sedaj bomo drgnili spodnji del, tu pri zapestju. Drgneš kar lahko močno. Odlično. Potem oba palca, tako, drgnemo palca enega ob drugega. Potem mezinčka, tam, kjer se mezinčka pri strani. In sedaj daš dlani ponovno narazen in si osredotočena na to, kar se ti dogaja v teh predelih, kjer si drgnila. Začuti, kako se je aktivirala energija. Kam se sedaj ta energija pretaka. Sprosti ramena ob tem. In naslednja vaja gre tako. Na desno roko damo narazen, prste damo narazen, pri levi roki pa palec in kazalec damo skupaj in začnemo masirati vsako blazinico desne roke. Za vsak prst, pa kar lahko malček pritisneš, tako aktiviramo vse meridiane, ki so v tem delu, živčne končiče. Potem zamenjamo roki, pomencamo, drgnemo, zmasiramo leve blazinice
da še tu steče življenjska energija, ker skozi dlani dajemo in sprejemamo energijo. Odlično. Sedaj daš ponovno roki na razen in samo zaznavaš. Kako je kar naenkrat vsak predel, katerega si se dotaknila, dotaknil, postal živ. V njem so mravljinci, tako ščemenje, živa energija, pretok žive energije. Čudovito. Samo zaznavaj, ramena sproščena, povsem umirjen dih. Take preproste vaje. Naslednja vaja vam lahko koristi, če zvečer težko zaspite, in sicer vzamete dlan in začnete se rahlo masirati od vrha palca pa tukaj pod zapestjem. Rahla masaža, čisto umirjeno. Se božaš, masiraš. In potem zamenjamo. Dihaš umirjeno. Super. In kot zadnjo bomo naredili vajo, če ste na primer v neki restavraciji, pa vam hrana niti nekako ni sedla ali pa imate občutek neke teže v želodcu, pa predlagam, da naredite pest in potem s palcem delate kroge. Upam, da se vidi, s palcem delate kroge. In morda za boljši občutek predlagam, da zaprete oči, da začutite to povezavo v tem delu telesa med prstom in trebušnim delom. Super. In zamenjamo roki in sedaj delamo z desno in delamo kroge z desnim palcem. Super. Dlani damo skupaj. Date majhen narazen. Da zaznate, bolj začutite ta pretok energije. In sedaj lahko res začutite, kako sta obe dlani oživeli, kako se ta energija pretaka. In za konec bomo še sprostili vso to, če je še morda ostala kakšna napetost, in potresemo najprej tako in potem še tako. In pomembnost teh vaj je zato, ker smo izjemno zakrčeni v življenju. Zelo pomembno je, da delamo vsi te vaje, zato ker imamo pogosto ene in iste gibe, ne glede na to, kar kdo dela. Sploh so priporočljive te vaje tistim osebam, ki delamo za pisalno mizo zelo veliko, kjer uporabljamo ene in iste gibe, zato so tudi take različne miške ustvarjene, kreirane. Tako da izvajajte vaje res, delajte na ta način, da čim večkrat, lahko se spomnite tudi na dan, drugače pa najbolj bistveno, da vsaj enkrat na dan, namesto da bi na telefon pogledali, si vzamete nekaj trenutkov. Uvod lahko sčasoma preskočite, pomembno je, da si zapomnite te vaje,
in da ste osredotočeni na sebe, na čutenje. Vaje so tudi dobre zato, ker so fokus ohranjate, se učite fokusirati in hkrati oživljate svoje meridiane in dovolite, da ta življenjska energija potuje skozi vas. Pa niti ni potrebno se zavedati, kaj so to meridiani, kako je to vse skupaj povezano, ampak čustva, tisto čutenje je tisto, ki pokaže, da to res obstaja, da je nekaj na tem.